Dobrodošli spet v oddaji Ta teden, to je rubrika Vis-a-vis, z menoj pa nocoj Gordana Grandošek-Obiden. Dobrodošla. Tada! Sem pravilno zgovoril? Ja, si odlično. Sem vadu. Ja, a ja, res? Kako urna dan? Ne, parkrat sem ponovil. Ne, ampak res, bi rekel, je kar zalogaj. Ja. Pravilno. Pri meni je vse zalogaj, veš. Kako pa tujci zgovorijo? Rečejo Gordana Grandošek, ja, isto. Aha, na Gordana, drugo. ja. Tako sem tudi jaz govoril, dokler nisem vadu. Ja, doma pa me kličejo Gordana, še težko meni reči. Aha, ok. Ali pa Goga, ja. Goga, ok. Ja. Profesionalna plesalka, koreografinja, oblikovalka, producentka, kaj od naštetega bi rekla v tej točki svojega življenja, da si najbolj? In kmetovalka sem tudi. In kmetovalka. Jaz delam dosti stvari v življenju, čudno zveni, ampak vse rada delam. Prvotno mi je pa ples, seveda. Ples. Ja. To sem si tudi mislil. Ja. S plesom si nekako odraščala. Tvoj brat je tisti, ki te je navdušil, je tako? Ja, res je. Zdaj me zanima, zagovornica česa si, da se s plesom rodiš v sebi ali se ga lahko priučiš? Ker jaz recimo, če probam kaj zaplesati ali pa ne bo na noben način izgledal, pa tudi, če bom vadil dlje kot tvoj primek pa ime. Zato mi zanima... Kaj si res toliko vadil? Ne, hecam se, pač lesen sem, to hočem reči. A bi se lahko odprl po tvoje ali ne človek? Ali je to nekaj prirojenega? Ples. Jaz mislim, da ples je prirojen, lahko pa se naučiš. Ni seveda isto, se pravi, če ti začel plesa zdaj trenirati, ne bo verjetno enako kot pa, če bi treniral, ko si od malega, pa če ti je dano, da imaš neki talent, naprimer. Ja. Se pravi, ko vidiš mlajše, ne vem, plesalce plesa, tako vidiš, kdo ima talent, kdo pa nima. Se pa da, tudi če nimaš talenta, že od malega, ko si, se da to naučiti, v bistvu. Ne naučiš se, ampak se lahko naučiš plesa do določene mere. Ampak tisto češnjo, kako se reče na torti, Ja. je pa to tisto, kaj ti je noter v telesu, kaj ti je dano in tisto potem zgledaš drugače, kot pa vsi ostali. Ok, ampak ta... Sem malo zakomplicirala. Ne, zelo zanimivo, zelo še bolj zanima. Ta talent za ples, Ja. kaj je to? Odzivnost na ritem, a je to motorika? A je to mešanca obojega skupaj? V bistvu motorika, musicality, kako se to reče, da slišiš glasbo. Ja. To je ful pomembno pri plesu. To je to v bistvu. Pol pa tudi delo, ne, koliko si delaven. Naprimer, sem ful delavna, ker moram na vseh področjih, sem se celo življenje morala ful učiti. Tudi ko sem odla v šolo, sem se morala ful učiti vedno. V osnovni šoli, ko se nekateri sploh ne rabijo učiti. Moj brat se naprimer ni rabo nikoli učiti. Jaz sem se vedno morala učiti. Ful čudno zveni, ampak pač v nekaterih stvarih sem boljša, v nekaterih pa nisem toliko. Samo bi bilo fajn, ko si kot otrok, ko odraščaš, bi bilo fajn, da ti to povejo, da okej, če pač nisi v šoli tak, ne vem, kako bi rekla, pameten, oziroma ti ni tak lahko, da se ne reš toliko študirati. Da ti ni blizu. Ja, da ti ni blizu, ja. Ja, drugače pa ja, tudi v plesu sem zaradi tega toliko bolj delavna, no. Okay. Ker imam to že iz šole osnovne, neko delavnost, ja. Se pravi, ti treningi so bili pri tebi prisotni že zelo zgodaj v življenju. Ja. Kako pa v tisti točki, ki ti je kot otroku nekaj lepo, prideš do te discipline, da rečeš, zdaj bomo pa trdo delati? Se po moje isto tudi pri kakšnih inštrumentih ali pa tako. Ja, v bistvu jaz sem bila, zdaj govorim, da sem bila ful delovna, ampak v bistvu, ko sem pa bila mlajša, sem pa bila ful lena na nek način. Jaz sem hodila sicer vsak dan na treninge, se pravi, začela sem z 10 leti plesati, tako z 13 leti se je začelo že tako malo bolj resno. Treniranje vsak dan nekje po 2 uri. Kasneje, ko sem bila 14-15 stara, treniranje vsak dan po 3 do 4 ure, plus fitness, celi program smo imeli narejen za reprezentance. Trenirali smo z smučarskim trenerjem Banetom takrat, nam je naredil celi urnik, kako telo fizično okrepimo oziroma mišice razvijamo in tako naprej. In ja, se pravi, ta... V bistvu, potem kasneje, po 15-16 sem začela malo bolj, ampak še vseeno mi je bila vedno ful muka, ne? Ampak v bistvu moji trenerji so tudi stali za mano in so me nekako, ker sem imela ta talent, spodbujali. In ja, in v bistvu takratnim plesalcem Bonom Feslom smo bila ena izmed najboljših v Sloveniji. Plesnih parov. In tudi z njim sem bila povabljena potem v to avstralsko produkcijo plesno. Ja, se k tej se še vrnemo.
Zdaj zanima me, ali so prvi dosežki na tekmovanjih tisto, kar je tisti dodatni fokus za naprej, oziroma v kateri točki si rekli, jaz bom pa profesionalna plesalka nekoč? V bistvu pri meni je vse obratno. Jaz sem vedno rekla, da ne bom od plesa živela in ne bom profesionalna plesalka. Kaj se pa pol zgodilo? Ja, dobro vprašanje. Nekako me je življenje vedno vodilo v ples. Se pravi, povabljena sem bila v ta avstralski šov. Okay. Ko sem prišla domov, sem vključno z turnejami se vpisala na pravno šolo, univerzo, ker sem jo tudi dokončala, medtem ko sem potovala na turnejo. Sem si izredno to tudi plačala. In sem vedno želela delati v pisarni, v nekem managementu, ne vem, marketinški agenciji. In ko sem hodila na intervjuje za delo, nikoli nisem dobila dela in sem vedno dobila ponudbo za ples. In potem me je vedno ven vleklo, pa sem bila tako, ok, to že potem ni za mene, ali ne vem. Pol pa sem spoznala svojega moža leta 2002. V bistvu takrat še nismo bila skupaj, seveda, ker je 5 let mlajši od mene in jaz sem bila takrat stara 22, on je bil 17. In sem mu pač rekla, da jaz mislim, da morajo oni izkusiti svoje drugo sveže meso, ne samo mene, ker je do nas star, ker on bi me že takrat poročil. Tako da 6 let je nekje trajalo najina zveza, ampak ker je on plesalec tudi, me je potem skozi to še naprej potem vodilo skozi plesja in zdaj še vedno plešem. Prav ste bila skozi na vezi nadaljavo? Ja, nadaljavo, pa tudi potem na turnejo, v bistvu turneje so bile cel čas mestna in trend se je okrog vedno muzal, jaz pa sem se vedno izmuzala ven. In potem po 6 letih se preselil v Slovenijo in takrat je potem šlo za res. Čeprav si v rani mladosti začela potovati na podlagi svojega dela? Ja. Oziroma plesa. Ja, v bistvu smo začeli na začetku, ko sem bila nekje 14 stara, hoditi na tekmovanja v tujino. In potem proti 16-18 smo imeli v bistvu tekmovanja vsaki vikend v tujini, ne v Sloveniji. Plus tega, da so bili treningi vsaki dan po 3-4 ure, plus fitness, je bilo kar tempirano. Ampak meni je v bistvu, ker dostikrat me kdo vpraša, če sem pogrešala, ne vem, otroštvo. Samo z tega nisem sploh. Jaz sem imela otroštvo, jaz sem imela odlično otroštvo. Jaz sem trenirala, to, kar sem rada delala. Tudi ko sem včasih imela čas, ne vem, gumitviz zunaj igrala, pa ne vem. Kaj smo se igrali? Kralj z zemljo? Kaj je bilo tisto? Kralj z zemljo, to se še zdaj, ne vem, če se otroci sploh učijo. To je bila meni ful dobra igra. To se v Ljubljani igrajo, občina pa lastniki zemljišč, mislim, okrog CO2. Ne, mislim se veš. Ok. Ampak, še ena stvar mi gre tu po glavi, ni pa čisto brez odrekanja takšno otroštvo, kjer se zada cilj uspeti v plesu. Imam prav? Je res, je. Samo, če nekaj rad delaš, ni za tebe odrekanja. Absolutno. Tako da jaz delam vse, kar delam, v bistvu ni za mene služba. Je služba, ampak ni, ker rada delam. Se zveni klišejsko, samo res rada vse delam. Ampak je tako, ker je dokaz, da ti uspeva to, kar delaš. Se pravi, tale vabilo na turnejo Burn the Floor. O čem govorimo točno tu? Burn the Floor je skupina. Ja, Burn the Floor je v bistvu šov, plesni, takrat je bil prvi plesni šov v standardnih in latinsko-ameriških plesih. V bistvu šov se je ustanovil, oziroma naš producent Harley Metcalf, on je Avstralec, je bil nekoč menedžer Elton Johna in je bil za Elton Johnov rojstni dan povabljen, 50. rojstni dan povabljen v London in takrat so plesali standardni in latinsko-ameriški plesalci. Gledala sem, ker moralnice dobila spet. No in on je videl te plesalce in reakcije vseh zvezdnikov in je bil tak, wow, kaj pa če bi jaz naredil plesni šov. In tako se je začelo. In potem, mislim, da je bilo 2-3 leta zatem, je v bistvu on produciral ta šov. Ko je produciral ta šov, je ena izmed najnih trenerk, angleških, Lindsay Hillary, bila povabljena kot ena izmed koreografinj. In ona je potem naju z Bojanom povabila, če bi želela priti v ta šov. Ampak v plesu je bilo vedno tako, da ti plačuješ, se pravi, standardni latinsko-ameriški plesi so super dragi, ne? In da te nekdo povabi, pa dobiš za to plačilo, je to tak... Dosežek. Ja. Pa nismo niti verjela, da bi to sploh lahko bilo možno. No in potem smo bila povabljena in to je bilo to. Zmes potem, v bistvu, Bojan je šel zmes nazaj z drugo plesalko, ker smo se skregala. Kaj je bilo razlog? Si mladi,
Ja, on je bik, jaz pa kozorog, ne, in ti se potem tak, to je zelo divjo, ko plešeš, ker to se, ko se držiš, se energije pretakajo. Rogovi. Ja, zelo. In glavnem on je potem mene vprašal, preden je šel s to plesalko, če želim iti, pa sem rekla, da ne, absolutno ne, ker sem čem več kregala. In potem po pol leta me je spet ponovno poklical in smo šla. In to je to. The rest is history. Rogovi. Ja. Če rabite še eno, jaz sem oven. Ja, no, vidiš. Lahko prijem vmes, pomagati kdaj, če se kregate. Ja. Strictly Come Dancing. Koliko časa je to tega? Strictly Come Dancing pa je bilo, v bistvu mož je bil 2014. leta. Dobro. Jaz sem pa mislim 2016. sem plesala z Ronan Keatingom. To je bilo takrat za BBC, Strictly Come Dancing Children in Need. Drugače pa smo potem s Trentom 17, 18, 19 to si koreografirala. In tudi plesala. Mislim, jaz sem kot backup plesalka plesala. Ja. V kakšnem spominu imaš sodelovanje pri eni taki oddaji, ki je največja plesna oddaja na svetu? Se lahko tako imenuje? Ja, se lahko. Štima tam vse? V nulo. Mislim, so ozadja, seveda, tako povsod v življenju. Ampak, kar je meni to, kar mi je najbolj pri srcu, je vsi na Strictly Come Dancing so vsakeč, ko prideš delati, so dobre volje, so vsi veseli, imajo glasbo na razpolago, tudi ko delajo make-up glasba, nič ni resno, vsi mu, da moraš biti po rekelcih. Vsi delajo za dosego enega cilja, ni tega negativnega, to, pa dol, vse up, up. In tudi bolj daš pozitivno, več dobiš od tega. In v bistvu je tako neka družina, res tam, Strictly Come Dancing. Tak, res, tudi zdaj, ko pogledam, sem taki jutri gremo nazaj, tak, res pri srcu mi je. Je šansa, da ne greš nazaj? Ja, mogoče, nikoli ne veš, ja. To vedno rad vprašam, če imaš izkušnje mednarodne na televiziji ali pa... V show biznisu vse veš, ne veš nikoli, kaj bo jutri. Ja, to rad primerjam s tem, kako je pri nas. Ja. In me še kaj zanima, kako potekajo tam vaje, kako je to tu za razliko od nas. Ampak po moje je ta... Tam ni nič težko, ne? Pri nas je pa dosti stvari težko. In dosti stvari zakompliciramo, za katere jih ni treba, ne? Pa dosti stvari mi pri nas želimo kontrolirati, ne? In ti da v bistvu prosto pot, ne? Tudi kot profesionalni plesalec lahko koreografiraš, kaj želiš, ker zato si ti zaposlen, ne? Ti ne rabiš potem koreografije dati nekomu v predstavitev, da ti odobri koreografijo, ker zato si ti zaposlen, ne? Jaz mislim, da je ta dobra volja, pa ta up povezan izključno s veličino trga in z denarjem, ki se tam obrača. Ker vem, da če gledam kdaj, oziroma če sem gledal BBC, je bila ta oddaja Strictly Come Dancing, je bilo tisto sezono, je bilo vse samo o tem. Ja, in tak je. Celo mesto živi, cel Anglija živi za to. In ko se začne, je to. Ni tako kot pri nas. To je pa ena izmed oddaj. Ja, tista glavna oddaja. Tiste takrat. Res. Vsi živijo za to. Počutila, to je pa dosežek. Je bilo to tisto, kar si rekla, več se pa ne da? Ali kaj je za eno plesalko? Ja, se še bi več dalo. Bi se še več dalo? Ja. Strictly Come Dancing Amerika. Obstaja ameriški? Obstaja, seveda. Samo, nažalost, v Ameriki zaposlujejo tudi za tukaj na Strictlyju, zaposlujejo na novo mlajše plesalce. Tako da, pom. Ok. Kaj pa to pomeni? To je njihova odločitev, zaenkrat. Sicer pa nikoli ne veš, ne? V bistvu nikoli ne veš, ker se vse spreminja zdaj. Vse se spreminja v show biznisu. Tarife vam bojo naštimali, 20%. Si tudi lastnica kmetije. To me je malo presenetilo. Ja. Koliko časa je to? To še meni presenečenje. Se pravi, ni toliko dolg časa? Samo je pač smešno. Kmetijo imamo v lasti od 2015. Dobro. Sem jo kupila od očeta. Oče je želel prodati in potem smo se s Trentom tako pogledala, pa Trent naredil to in nikoli nismo govorila o tem. Smo pa govorila, ko smo v LA živela, o kmetiji, če bi jo naredila kot Airbnb, ker še takrat ni bilo tukaj nič, ne? Ne vem, neki farm retreat, ko še ni bilo teh glampingov, pa ničesar po Sloveniji, ne? Samo smo vedno mislila, ko ima ful starejša. No, v glavnem, mislim, da smo že malo starejša, ampak nismo nikoli šla v to, pol pa se je tako zgodilo, da je oče želel prodati kmetijo in smo jo glavnem odkupila in smo tako počasi začela renovirati,
pred 2 leti pa sva imela požar. Na kmetiji? Ja. Kaj je bil pa razlog? V bistvu je bilo, ker se kuri se na drva in se zraven je pa bil kalorifer in potem je nekak kolifer za drvi, ker so... Aha. Po zimi je bilo, glavnem. Okay. Ja, ker se kuri, pa dobeni živi tam. Dobro. Glavnem. In jaz sem to videla na kamerah, ker imamo kamere. Ne? Ja. In sem imela tako intuicijo, da morava iti gor, da se nekaj zgodilo. In sem prišla gor in že bilo vse v dimu. In če ne je prišla, je po moje cela hiša pogorela, zraven je drvarnica in samo šlo okrog 7 stavb gor. Okay. Tako da ja. Se je v redu rešilo? Ja, vse se je v redu rešilo, edino je, pač morala smo potem renovirati, prisiljena sva bila, ker je bilo vse v bistvu od dima črno, ne? In tudi von še zase malo voha. Ja. Je pa bilo to tako ful stresno, pa eno izmed najlepših let, ker smo res vse sama naredila. Okay. Od lesenih tal do pulta kuhinjskega iz najinega lesa, do mize lesene, do postelje iz tramov starih. Vse smo sama, dobesedno sama naredila. Se pravi, sreča v nesreči? Sreča v nesreči, ja. Se pravi, anus horribilis, ki se je spremenil v anus mirabilis, yes. Če se lahko tako izrazimo. Ja. Bila si pa tudi v TV oddaji Ja. Real Housewives Slovenije. Ja, tudi to. Zdaj me zanima, kakšen je pa tvoj odnos do televizije kot reality show? Po mojem te privlači na nek način. Ja, v bistvu me privlači. TV kot medij. Ja, v bistvu me privlači, odvisno kaj je. V bistvu za te vražje dame sem se odločila, ker takrat v bistvu je bil COVID in ni se ravno tudi dogajalo nič in sem mislila, to je dobra izkušnja, biti na televiziji, se na novo kaj naučiti. V bistvu vsako delo, ki delaš, je neka nova izkušnja v življenju. Ja. In v bistvu sem tako vzela za zabavo. In sem rekla, ja, zakaj pa ne. V bistvu, ko so me klicali, sem rekla, jaz nisem, ne. Jaz ne grem, ful ne grem rada k frizarju, ful ne uporabljam make-up, jaz sem danes make-up sicer, ampak drugače se jaz ne pudram, nič ne. Okay. Sem zelo netipična ženska. Prosim? Jaz pa se tu pa tam. Ja. Zelo netipična ženska sem. Razumem, ja. Pa sem rekla, jaz se temu drugače predstavljam. Jaz sem rekla, ok, samo vi veste, da imam jaz kmetijo, jaz nisem the real housewife, ne. In ja, in je bilo to potem, ja. Pa bilo fajn. Te še mika sodelovati, kakšni taki... Ja, bi, odvisno kar je, seveda. Ja? Ja. Imaš... Nove izzive, novim izzivom naproti. Novim izzivom naproti. Ja. In ko te to ne bi bilo dovolj, pa si še modna oblikovalka. Ja, to pa tudi za mojo dušo. In imaš svojo kolekcijo? Ja, imenuje se GGW. V bistvu dizajniram in šivam vse sama. Ja. To se je pa začelo, v bistvu, kot mala punčka sem šivala, mala punčka, najstnica, sem se šivala tope, kratke krila za treninge. Potem sem si, ko sem bila potem že teenager, kasneje, ne vem, 19-20, kratke oblekce, zelo kratke oblekce za diskoteke. Ne? Dobro. Pol pa, ko sem v bistvu prišla v Anglijo na Strictly, sem pa začela te večerne delati, ker je bilo več eventov na rdeči preprogi. Dizajnirati? Ja. Okay. Pa tudi delati, sama šivam. Ja. Ja. In v bistvu to mi je tudi rada delam. Zato nimam to fulno veliko in je v bistvu vsaka obleka je unikatna, samo ena. In mi je to tudi v bistvu za dušo. In v bistvu mora pač biti moj dizajn. Zdaj, če za nekoga drugega šivam, pa ima neko specifično idejo, ki ni moj stil, potem raje ne grem v to. Aha, rečeš. Ja, to sem se zdaj naučila sebe poslušati, ker potem pošivam, pa ni moj stil, pa sem tako, zakaj se rekla, ja. Tako da zdaj več tega ne delam. Če sem rekla, volančki ne bojo v redu. Ne bojo. Zakaj si to delal? Se ti to velikrat zgodilo? Ja. Pa se časi še zdaj tudi rečem, zakaj spet koga. Imaš trenutno na sebi svoj dizajn? Ja, tudi imam, ja. Mislim, oblečena sem. No. Nisem naga, ker mesnica, da sem. To nisem, ja, odvisno od tega. Krilo, ja, kratko, oblekca, kratka. Ok. Kakšne imaš pa načrte za prihodnost, glede na to, da si ženska, ki ima toliko različnih, bi rekel, toliko želez v ognju? Ja, jaz se to tudi dostikrat vprašam, ja, še zdaj. Vztrajati pri vsem tem, kar delaš, ali na vidiku pa še nekaj novega, kar boš lahko povedala čez 1 leto, če se vrneš k nam? Ja, v bistvu meni ideje tako pridejo. Samo sigurno bom še plesala, dokler bom lahko. Verjetno bom plesala, dokler bom živa. Okay. Trening, v bistvu vsakodnevni trening plesa mi daje neko, ne znam opisati, v bistvu mi da olje v telo. Okay. Počutim se mlajša
in se tudi tako potem obnašam, kako se obnašaš, tako se veš, Ok. izgledaš. Tako da plesala bom sigurno, ostalo pa ne vem, v bistvu mogoče v filmske vode. Filmske vode. Ja, Okay. ja, kdo ve. Kaj pa pri plesu, recimo človek bi rekel, sej ples sam je že zadosten trening za telo, ampak kolikor te razumem, kolikor sem te zdaj parkrat slišal reči, je potreben še trening poleg plesnega treninga. Ja, v bistvu jaz treniram ples. Zraven imam potem 2-krat na teden balet, Okay. trenutno, pa potem pilates še, ne, da ti utrdi telo, ne, ti pomaga. Ko pa sem tekmovala, tisto pa še potem ekstra zraven, ja, še bi mogel biti potem fitness, ja. Okay. Samo fitness sem mogoče opustila, ker imam, to bo ful vsi fitnesserov rekla, da to ni res, ampak imam ful razvite mišice, se pravi, jaz ne rabim nič delati, pa imam, ne, to naravno. Naravno. In potem, če hodim na fitness, sem še toliko bolj. Pol pa mi trener reče, da boš bolj mišičasta kot jaz, ker zato ne hodim na fitness. Jaz bi bil za to, da Ja, če se kdaj tudi. skregata, da A ja? da imaš ti zadnjo. Ja, ok. A je res? Ja. A se veliko kregata, po moje ne? Ne, s Trentom se ne, ker v bistvu s Trentom se ne moreš kregati. Ne? On se ne krega, ne. Ko pa se krega, pa je smešno. Taki ljudje je fajn okrog sebe. Ja, imeti. jaz imam ful fajn. Jaz se Bomo tudi šel. ne rad kregam. Ja, Trent je ful fajn. Jaz se ful rada kregam, kaj se ne bi smela, ampak Trent se ful ne rada Se pa ne. Ne. To je pa Samo najhujš. reče, ja, To je pa najhujš po tem situaciji. Če še mene bolj, on pa je tak ignor. Ja. Ja, on je ful, on je Avstralec, on je čist tak. Easy. Bova drugič. Ja, ne. bo. Ja. Gordana, najlepša hvala, da si prišla v našo Hvala. oddajo. Tako bi rekel, cel svet si videla, v vseh oddajah na svetu si že bila, od BBC-ja do ne vem kje. Upam, da se dobro počutiš zdaj, ko je tvoja kariera tako kulminirala v tole našo klet na planetu. Najlepša hvala za povabilo, ful je bilo fajn. Tudi tebi srečno s kmetijo, s plesom in z vsemi načrti, ki jih imaš za prihodnost. Najlepša hvala. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.